Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni v enem najlepših in najbolj aktivnih kotičkov naše občine, kjer smo se zbrali, da počastimo 12. oktober, praznik mesta Ravne na Koroškem. Praznik mesta Ravne na Koroškem obeležujemo v spomin na ustanovitev prvega odbora OF, ki se je zgodil 12. oktobra 1942. Ob prazniku pozdravimo naš ponos, pihalni orkester železarjev Ravne in prihod praporščakov, domoljubnih in veteranskih organizacij pod vodstvom višjega štabnega urnika Jožeta Temnikarja. Dalej, hop! Častni, fo, zdrav! Spoštovane gostje, spoštovani gosti, na Navrškem vrhu so se pred 81 leti zbrali zavedni delavci in kmetje iz okolice Raven na Koroškem z veliko željo in jasnim ciljem, predvsem pa z močno voljo po samostojnem in svobodnem ozemlju. Zbrali so se dva grofova uslužbenca, Janko Rožman in Anton Metarnik, ter kmet Ljubas Beno Kotnik in dva delavca iz železarne, Vinko Krevh in Pavel Medvešek, ter lesni trgovec Alojz Winkler. Sestanek na Navrškem vrhu je na naši lokalni ravni enakega pomena kot na nacionalnem 27. april 1941, ki ga slavimo kot dan upora proti okupatorju. 12. oktobra 1942 je bil ustanovljen odbor OF za kraj Ravne in okolico, navzoči pa so postali prvi člani lokalnega odbora OF. Sklicatelj sestanka je bil Beno Kotnik Ljubas in prav pri Ljubasu severno od domačije pod Lipo stoji danes spominska plošča. Obdobje druge polovice leta 1941 je bilo v Mežiški dolini čas največjega nemškega terorja. V Srbijo je bilo izseljenih prebivalcev predvsem zgornje Mežiške doline. Na Prevaljah so Nemci v septembru udrli v nastajajočo ilegalno organizacijo odpora in padle so prve žrtve. Predvsem pa delavci prevaljske tovarne Lepenke, tudi slikar Franjo Golob, po katerem se danes imenuje Prevaljska šola. Od sestanka pri Ljubasu do ustanovitve OF za Ravne in okolico je preteklo relativno veliko časa. A po tem sestanku se je tudi pri nas začelo zares. Da Ravenčani počastimo takratno dejanje teh zavednih ljudi, praznujemo krajevni praznik oziroma praznik mesta Ravne na Koroškem. Praznik v nas prebudi veselje in naredi mesto za pesem, ki seže do srca. V glasbenem programu z nami tokrat novost na Ravnah, glasbeni center Balu, ki mu izrekamo toplo dobrodošlico. V glasbeni točki se nam prva predstavi 14-letna Mija Sedovnik, varovanka mentorice Vere Trafela s pesmijo ditke Ne bodi kot drugi.
Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpeli me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo s mojim imenom, složi mi pesem s pisanim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripeli cigane. Četudi so grešne, zaupaj mi želje, četudi so smešne. Napravi to zbiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zame, ne hodi po poti, se sreča ni nekaj, pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, povabi me v mesto, ko drugi še spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki nas še hlepenijo, postaje in vlaki. Napravi to zbiraj, ne bodi kot drugi, ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zame, ne hodi po poti, se sreča ni nekaj, kar pride naproti. Se sreča ni nekaj, kar pride naproti. Današnji skupek slavja je stekel že v jutranjih urah, ko so se tukaj zbrali pohodniki ter se podali na pohod na Navrški vrh. Vodil jih je nekdanji župan, naš častni občan in predsednik občinske organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ravne na Koroškem, gospod Maksimilijan Večko, ki je več kot odličen glasnik naše preteklosti in negovanja ponosa ter pripadnosti mestu. Danes smo združeni v duhu in biti. Zaradi avgustovskih neljubih dogodkov je velik del ravenskih dni izvisel, pa smo si za današnje slavje privoščili nekaj sejmarskega živahnega utripa, nekaj odlične kulinarike, ki pritiče vsakemu prazniku, predvsem pa ste z nami vsi, ki vam je mar za naše mesto, za njegovo preteklost in za dobro počutje vseh, ki živimo v njem in ga soustvarjamo. Besedi vabim predsednika, ki mu je letos pripadla čast, da nas nagovori v imenu četrtne skupnosti Čečovje. Gospod Damjan Zih, prijazno povabljeni k besedi. Dober dan.
en lep pozdrav v mojem imenu. No, kot so že prej omenili, pred dolgimi leti so se na Navrškem vrhu zbarali skupina ljudi, ki je bila pripravljena razkirati vse za boljši jutri in za boljšo bodočnost. Da Slovenci, predvsem pa Korošci, znamo skupaj stopiti in si pomagati, ste pokazali vsi v teh poplavah avgusta in res, verjemite mi, ko so kazali po televizorju te grozovite poplave in posledice, sem bil prav ponosen, da sem lahko pomagal tudi jaz. Tako da res, bodimo skupaj, družimo se, uživajmo v življenju, kajti nikoli ne veš, kaj te čaka. Predvsem pa moramo gledati na to, da pomagamo en drugemu. Saj le tako bomo živeli srečno in pa seveda dolgo. Jaz vam želim današnji praznik, krajevni praznik, kot predsednik četrtne skupnosti Čečovje. Veliko zdravja, veliko uspeha in radi se imejte, pa bo življenje steklo normalno in lepo. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala za aplavz. Hvala lepa. In če smo že praznično povezani na zgodovinski zasnovi, z duhom pritiha želje po vedno boljšem jutri, veselju sodi tudi pesem. V glasbeni točki v okviru glasbenega centra Balu se nam predstavi 7-letna Žana Tisnikar, z Bela roža, varovanka mentorice Nastje Gabor. Gledam za tebo, štejem korake, zdaj si ne pikam, daleč stran. Sem velike mi grenake, ali bo pesek krajša dan. Vse sva imela, več hotela, srečo iskala, boš ljubim. Jaz pa še upam, da te še čakam, še verjamem, čudeže. Bela roža bo cvetela, vse dokler ne boš nazaj. Bela roža, da me spomni, najlepši, najlaj. Če cvetim, ne omine, ne odpade kakšen cvet. Bela roža za spomine, najde vrne k tebi spet. Žalost me laže, čas ki zgine, kadar si lažem, da mi gre. Akcija koža me kot svira, je predaleč, daleč je. Hodim po poti, kot da si z mano, upanje paše, ti hodi. Ko enkrat ljubiš, pa še pozabiš, to ustane, ne zveri. Bela roža bo cvetela, vse dokler ne boš
priložnosti praznika mesta Ravne smo stopili z več dogodki. V naši neposredni bližini se v parku odvija že 57. kros občinskih reprezentanc Ravne na Koroškem 2023. Malo se že obeta razglasitev rezultatov, mi kajpak navijamo tudi zanje. Drevi ob 20. vas astronomsko društvo Polaris vabi na astronomsko opazovanje nočnega neba v počastitev praznika mesta na Navrškem vrhu pri spomeniku. Pod zvezdnatim nebom bomo skupaj počastili naš praznik. Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika pa vas vabi k ogledu priložnostne razstave Ravenski obrazi, ki bo na ogled do 21. oktobra 2023. Na tej svečani priložnosti naj prav praznik smele vizije in krčevite želje spomni na bistvo, da če tudi se v življenju soočamo z izzivi in ovirami, je naša povezanost, moč in vztrajnost tisto, kar nas vselej vodi k uspehu. In ne glede na to, kaj nas čaka na naši poti, smo skupaj kot skupnost in skupaj premagujemo ovire. Zato naj ta praznični trenutek služi kot spodbuda, da ohranjamo vero v naše sposobnosti, da skupaj gradimo boljšo prihodnost za naše mesto. Ob prazniku mesta Ravne na Koroškem pa besedo predajam županu dr. Tomažu Roženu. Prosim. Spoštovani zbrani, lep pozdrav seveda v imenu občine Ravne na Koroškem, v imenu mesta Ravne na Koroškem. Prav srčno pozdravljeni vsi tukaj zbrani. Mesto Ravne je sestavljeno iz 4 delov, 4 tako imenovanih četrtnih skupnosti. Z nami so 3 predsedniki teh delov našega mesta, ki danes praznuje. Gospod Damjan Zih je že bil slavnostni govornik, z nami je tudi Maja Ocepek, predsednica dela mesta, ki mu rečemo Trg, in pa tudi gospod Rajko Kočet, ki je predsednik našega največjega dela mesta Javornik Šance. Tako da vsi skupaj, vsi 4 predsedniki in pa seveda jaz kot župan, predstavnik celotne občine, ki ima sicer 9 krajevnih in vaških četrtnih skupnosti, vam seveda na prvem mestu čestitam za vaš praznik, praznik mesta Ravne, kot spomin na dogodke med drugo svetovno vojno, ko se je takrat tukaj z nekoliko zamude, kajti bila je velika represija v Mežiški dolini, začel odpor proti okupatorju, začel upor proti okupatorju, ki je potem seveda potreboval k temu, da smo kot slovenski narod po drugi svetovni vojni preživeli in kasneje leta 1991 seveda dobili tudi svojo državo. Tako da poklon na današnji mestni praznik vsem borcem narodnoosvobodilne borbe, vsem drugim udeležencem, ki so torej v usodnih letih zbrali pogum, se uprli in nam priborili na našo svobodo. Poleg seveda tega poklona pa je praznik namenjen seveda praznovanju, da si dan napolnimo z veseljem, napolnimo z druženjem, da se nekaj veliko ozremo tudi na preteklo leto, ko nas je zadela svoja tudi ta naravna nesreča poplava med lanskim in današnjim praznikom. In lahko rečem, da smo na Ravnah izkazali veliko mero solidarnosti, tako od tistega petka zjutraj, ko je seveda vreme naredilo, kar je naredilo, ko je reka Meža poplavila predvsem mestno jedro, ko so se sprožali plazovi po celotni občini. Lahko rečemo, da smo imeli srečo, da največja, najbolj naseljena naselja na Ravnah niso dobila te katastrofalne vode, to govorim seveda o naselju Javornik, naselje Čičovje, ki sta na planotah in ta topografija mesta nas seveda na nek način tudi rešuje. Bili smo dolgo brez pitne vode, končno je uspelo zgraditi to pomembno infrastrukturo, prejšnji teden je bila otvoritev, tako da nas je reševal kulturski vodovod. Mi smo nekako teh 60 dni torej preživeli z večjimi ali manjšimi posledicami. Na Ravnah je 7 družin v tem trenutku razseljenih, torej ne živijo v svojih domovih, nekateri so tudi z nami tukaj in seveda z dobrodelnim koncertom občine in z dobrodelnim koncertom pihalnega orkestra, ko zbiramo sredstva tako za občane, kot za orkester, kot za druge namene, ste izkazali seveda veliko mero solidarnosti, podpore, z udeležbo na koncertih ter prispevali k tem, da si bomo opomogli. Tudi z veliko pomočjo države, prav je, da se na tem mestu v prazniku zahvalim tudi našemu poslancu, gospodu Janiju Predniku, ki se sicer opravičil za današnjo udeležbo, da tudi z njegovo intervencijo v državnem zboru in pa seveda celotne vlade, ki odloča o naši prihodnosti, vse v nekem delu, lahko rečem, da so nam zagotovili sredstva za obnovo. Sredstva so, bi rekel, zagotovljena v takšni meri, da bomo lahko Ravne zgradili na ničelno točko, oziroma bomo lahko zgradili še nekoliko več, kot pa je seveda odneslo samo neurje.
da bomo torej še izboljšali svojo poplavno varnost za prihodnje. Tako da Ravne po 4. avgustu bodo seveda nekoliko drugačne, kot so bile. Drugače pa seveda vsi, ki tukaj živimo, vemo, kdo smo, kaj smo. Danes zagotovo dokaz, da smo mesto glasbe, kar dva predsednika četrtnih skupnosti, pravzaprav sta glasbenika, gospod Zih, gospod Cepek ima svojo glasbeno šolo, predstavlja se nam nova glasbena šola na Ravnah, imamo čudovit pihalni orkester, javno glasbeno šolo z 400 učenci, koroški kvintet, ki bo kasneje nastopal, tako da na Ravnah je en izmed obrazov, imamo seveda več, ampak ta glasbeni obraz je zagotovo čudovit in si želim na ta praznični dan, da boste v njem uživali, ter da ga bomo vsako skupnost še naprej gojili. Pomembno pa je, da se razvijajo vsi segmenti naše lokalne skupnosti, našega mesta. Gospodarski steber, ki je razvil Ravne, je osnova. Danes, če ste opazili, ta dim v železarni Ravni oziroma metalu, vse je v redu. Bilo je kar zadimljeno, ni bilo nesreč, zagorelo pa je v jeklarni, to je v srcu železarne, kjer nastaja to kakovostno jeklo in so me gasilci že. Čaki, mirno, dalej, go! Pesem bo še naprej naše vodilo. Naj vas povabimo, da obiščete stojnice sejma, si privoščite kosilo ali nafilate cukor, vse možnosti imate. Z nami so eni najboljših ponudnikov hrane na prostem, pizzalab.si, Hava Street Food, Mango3.si, American Burger Express, Chicken Kings, Waffle Official, Meni Catering, Koroški čini klub, Kovačija pri Kovaču, Good Street Food, Falafel Okusi Orienta in Žar postaja. Vsi zbrani v imenu občine Ravne na Koroškem in gostitelja župana dr. Tomaža Rožina vabljeni, da ostanete z nami in se pripravite na praznovanje, ki sledi in kot se za naš krajevni praznik spodobi. Z nami bo tudi v nadaljevanju naš ravenski ansambel Koroški kvintet, ki vedno poskrbi za dobro glasbo in nasmeh na licih vseh, ki jim radi prisluhnemo. Pa prijetno druženje in iskrene čestitke ob prazniku mesta Ravne na Koroškem.
Hvala.